pozdravljeni, hvala lepa za lepo napoved. Jaz sem prinesla s sabo skledico limon. V prvi vrsti zaradi tega, ker so limone tiste, ki na nek način simbolizirajo vitamin C, o katerem bom govorila. Po drugi strani žal tudi zato, ker so sinonim za res en zmoten mit o tem, da če jemo dovolj limon, smo pa zagotovo vedno in dovolj preskrbljeni ne samo z vitaminom C, ampak z vsemi vitamini, ki jih v življenju potrebujemo. In pred časom je prišla ena gospa, se je prijavila na meritve, pa sem jo spodbudila k temu, da pač naj prinese s sabo vitamine, ki jih do zdaj uživa, pa je rekla, ja, kaj vam bom te limone zraven nosila, to pa ja poznate. Tako da, evo, začnemo. V osnovi, tako kot sem rekla, limone na eni strani predstavljajo vir vitamina C, na drugi strani žal zmotno prepričanje o tem, da smo z vitaminom C vedno in dovolj dobro založeni. Kaj pa se dogaja z našim telesom, kadar mi nimamo dovolj vitamina C? Verjamem, da si ne predstavljate, da lahko naše telo odreagira na zelo mnogotere načine. Slika prikazuje oslabelost mornarjev. In zaradi pomanjkanja svežega sadja in zelenjave, ki so ga v bistvu ti mornarji izkusili na dolgih plovbah, je prišlo tudi do pomanjkanja vitamina C in posledično bolezni skorbuta. Najprej se je bolezen sicer kazala zelo nespecifično v obliki utrujenosti, oslabelosti, izčrpanosti, motnje kognitivnih funkcij. Šele v kasnejšem obdobju, v napredovani obliki pa so opažali krvavitve dlesni, majavost zob, izpadanje, tudi krvavitve po koži, po sluznici in slabše celjenje ran, povečano lomljivost kosti, tudi slabše celjenje ob zlomih in nenazadnje žal tudi smrt. In žal je skorbut tista bolezen, ki je po podatkih, upam, da držijo, pomorila v 16. in 17. stoletju več kot 2 milijona pomorščakov. Če to ne je to kar ena veliko število ljudi za en tako droben vitamin. Ker pa in od danes naprej imamo priložnost, da tudi mi poskrbimo ne samo s svežim sadjem in zelenjavo, ampak da poskrbimo za vnos vitamina C v naše telo tudi z svežim produktom Pure Liquid C Plus Forte, ki je v bistvu brez aditivov, v tekoči obliki, tako da primeren tudi za otroke oziroma za starejše, ki imajo težave s požiranjem. Dodani so izvlečki zdravilnih rastlin, sicer pa močnejši od svojega predhodnika, primeren tudi za vegane, brez dodanih sladkorjev, tudi brez gensko spremenjenih organizmov. Pa poglejmo, kako se v bistvu od predhodnika razlikuje. Kot vidite v tabeli, v levem stolpcu je predstavljen Liquid C z bioflavonidi, torej bivši tekoči C, v desnem stolpcu pa vidite podatke za novi proizvod. Če se ustavimo pri vitaminu C, vidimo, da je učinkovin, torej vitamina C je dodano enako. Prah šipka pa je bil zamenjan z izvlečkom šipka in sicer v razmerju 4:1, kar pomeni, da v dnevnem odmerku z vnosom 83 mg izvlečka šipka v bistvu prinesemo v telo 333 mg biološko aktivnih učinkovin. Prah citrusnih bioflavonoidov, rutin, hesperidin in prah acerole so bili nadomeščeni z izvlečkom pomarančne in limonine lupine, z izvlečkom listov zelenega čaja, tudi ti v razmerju 2:1 oziroma 3:1. Dodan pa je tudi Quick Sorb patentiran kompleks, ki pohitri absorpcijo vitamina C v telesu. V tej tabeli lahko vidimo, da sta bile pri obeh proizvodih uporabljena prečiščena voda, rastlinski glicerin in naravna aroma citrusov. Organski agavin nektar in kalijev sorbat pa sta bila zamenjana s citronsko kislino, ki ima vlogo konzervansa, stabilizatorja mešanice, predvsem pa preprečuje razrast mikroorganizmov in na ta način v bistvu pripomore k temu, da je izdelek bolj dolgo varen za uživanje.
Tako vsebnost stekleničke kot priporočen dnevni odmerek sta ostala enaka, s tem pa tudi število odmerkov na eno pakiranje. Pa se najprej ustavimo pri izvlečkih. Izvleček šipka, rosa canina, je v bistvu poznamo iz tradicionalne medicine, iz tradicionalne uporabe, namreč že naše babice so znale reči, ko zboliš, ko si prehlajen, pa si privošči čaj. Šipkov čaj je bil ena taka stalnica, se mi zdi, v vsakem domu. Uporabljal se pa predvsem za zdravljenje prehladov, mrzlih zvočniških stanj, gripi podobnih obolenj. Zaradi tega, ker je dokazano, veliko študij je tudi narejenih na to temo, dokazano izkazuje antioksidativne in protivnetne učinke. To, kar je že moja predhodnica krasno opisala, vse to v bistvu prinesemo tudi s šipkom v naše telo. Izvleček pomarančne in limonine lupine sta v prvi vrsti vir hesperidina, prinašata pa tudi dodaten odmerek vitamina C. Hesperidin zelo dobro deluje protivnetno, izhaja iz skupine flavonoidov, torej deluje protivnetno na ta način, ker znižuje vnetne faktorje. Če greste recimo imate eno vnetje, greste v laboratorij, boste na izvidu našli tudi označbo CRP. To pomeni C-reaktivni protein, v bistvu beljakovina, ki nakazuje, kako zelo močno se vnetje v telesu razvilo. In hesperidin te indikatorje znižuje, prav tako pa znižuje tudi interleukin 4 in interleukin 6, ki sta prav tako pokazatelja vnetja v našem telesu. Hesperidin ima tudi antioksidativne lastnosti, ščiti namreč celice pred poškodbami s prostimi radikali. Povečuje pa tudi delovanje drugih antioksidantov. Torej, na ta način pripomore, da je naše telo zaščiteno pred poškodbami. Dejansko vsaka naša celica zaščitena pred poškodbami s prostimi radikali. Deluje tudi antibakterijsko, s tem, da uničuje steno bakterij, tistih patogenih bakterij, ki prihajajo v naše telo in povzročajo vnetje. Z rednim vnosom hesperidina pa mi lahko znižamo tudi tveganja za nastanek kardiovaskularnih bolezni. Raziskave namreč kažejo, da hesperidin kot tak sodeluje pri zniževanju tako trigliceridov kot tudi holesterola, slabega LDL holesterola, pri miru pa pušča ta dober HDL holesterol in na ta način, ko v bistvu zavira na eni strani sintezo holesterola in na drugi strani pospešuje razgradnjo lipoproteinov, poskrbi za našo varnost. Prav tako pa je hesperidin tista biološko aktivna sestavina v našem telesu, ki regulira tudi vazodilatacijo, torej sproščenost, razširjenost žil. Namreč hesperidin je tisti, ki povečuje nastanek dušikovega oksida v našem telesu, ta pa vpliva na to, da se mišice, gladke mišice, ki se nahajajo v steni naših krvnih žil, sproščajo, zaradi tega pride do vazodilatacije, do razširjanja krvnih žil in posledično do znižanja krvnega tlaka. Izvleček zelenega čaja, listov zelenega čaja, je tudi dodan novemu proizvodu. In je tudi zeleni čaj, podobno kot šipek, se že tisočletja uporablja v tradicionalni medicini in je tudi cenjen kot zdrav, zdravilen napitek. Znan pa je po svojih protivnetnih, imunomodulatornih, antioksidativnih, protivirusnih in tudi protibakterijskih lastnostih. Podobno kot šipek, tudi izvlečki listov zelenega čaja prinašajo vir C-vitamina v naše telo, poleg tega pa je izvleček tudi vir biološko aktivnih sestavin, med drugim tudi katehinov in kvercetina, ki lahko zmanjšujejo vnetja. Polisaharidi, ki jih prav tako prinaša izvleček, aktivirajo fagocitozno aktivnost makrofagov, tudi o teh smo že danes slišali. Naloga njihova je, da prepoznajo, zajamejo in uničijo mikrobe, prav tako pa tudi mrtve celice in druge tujke, ki prihajajo v naše telo in na ta način v bistvu makrofagi čistijo naše telo, kar posledično na nek način okrepi odpornost našega telesa na okužbe.
Poleg vsega naštetega pa so polisaharidi iz zelenega čaja tisti, ki delujejo tudi na oksidativni stres. Torej zmanjšujejo posledice oksidativnega stresa v našem telesu, s tem, da izboljšujejo delovanje antioksidativnih encimov v telesu. Še Quicksorb, torej patentirana mešanica izvlečkov, korenike ingverja, plodu indijske kosmulje oziroma amle in plodu čilija, ki na eni strani pohitri absorpcijo vitamina C v našem telesu, s tem pa tudi poveča izkoristek biološko aktivnih sestavin. In posledično se tudi blagodejen učinek vitamina C na naše telo poveča. Za koreniko ingverja vemo, da vsebuje biološke aktivne sestavine, ki delujejo protivnetno, tudi želodec lahko zaščitijo s svojim delovanjem, in izkazujejo tudi antioksidativni učinek, pa tudi pomagajo pri tem, da naše telo lažje regulira telesno temperaturo. Plod amle oziroma indijske kosmulje ima lahko nevroprotektivne lastnosti, kar pomeni, da zaščiti celice našega živčnega sistema. Tradicionalno pa se uporablja za povečanje vitalnosti, za dolgo živost, kot je prej Maja lepo povedala. Plod čilija in njegova biološko aktivna učinkovina kapsaicin, to je tisti pekoči del v čiliju, spodbuja nastajanje telesne toplote, tudi povečuje porabo energije v našem telesu in pomaga pri preprečevanju oksidativnega stresa. Združeni skupaj pa v Quicksorb kompleksu, kot sem že rekla, pospešujejo absorpcijo vitamina C in povečujejo blagodejni učinek na naše telo. Pa se ustavimo pri vitaminu C. Tudi o njem je kaj zapovedati. Njegovo ime je askorbinska kislina, ki prihaja iz bolezni skorbut. Poimenovali so ga torej, ko so ugotovili, in sem našla v literaturi zapisano, da načeloma vitamini niso zdravila, so prehranska dopolnila. Vitamin C pa spada tudi med zdravila, z njim se namreč zdravi skorbut, torej bolezen, ki jo povzroča dolgotrajno pomanjkanje vitamina C. Torej, ko so videli, da so ljudje, ki uživajo sveže sadje, pomaranče, limone, brez skorbuta, so vitamin C poimenovali askorbinska kislina. V prvi vrsti je pomembno povedati to, da je vitamin C topen v vodi, kar pomeni, da ga naše telo ne more ohranjati v telesu. Raztopi se v vodi in potem tudi z urinom zapušča naše telo. Posledično ne moremo delati zalog vitamina C v našem telesu. Ne gre, ga je treba redno vnašati s prehrano, najboljše s prehrano. Če ne gre zadostiti s prehrano, potem šele pridejo na vrsto prehranska dopolnila. Kot sem že rekla, višek izločimo z urinom in pomanjkanje, verjeli ali ne, pri polno založenih policah nove dobe je pomanjkanje vitamina C zelo, zelo razširjeno tudi pri modernem človeku. Vitamin C deluje res mnogoplastno v našem telesu in v prvi vrsti je podpora našemu imunskemu sistemu. Kadar govorimo o tem, da se nas nekaj loteva, nam bodo vitamin C ponudili tudi tisti, ki niso strastni zagovorniki uporabe prehranskih dopolnil, pa tudi v ambulanti se kdaj pa kdaj zgodi, da zdravnik predpiše vitamin C oziroma ga priporoča. S tem na nek način pade vitamin C v najbolj pogosto priporočan, predpisan in nenazadnje tudi zaužit vitamin, ki si ga ljudje privoščimo. Torej, poznamo ga potem, da podpre delovanje imunskega sistema. Zopet na večjih nivojih. Veste, da je naš imunski sistem večplasten, je res kompleksen sistem specializiranih tkiv, organov, celic in tudi nenazadnje kemikalij, ki ščiti, vsi skupaj z skupnim delovanjem ščitijo telo pred patogeni, kot so bakterije, virusi, glivice in nenazadnje tudi rakaste celice. Vitamin C torej prispeva k delovanju imunskega sistema na večjih nivojih. V prvi vrsti krepi funkcijo epitelijske pregrade, kar pomeni, da
se kopiči v koži in v sluznicah in na ta način, zelo poenostavljeno povedano, vsaj oteži, če že ne prepreči vstopu patogenom v naše telo. Vitamin C se tudi kopiči v fagocitnih celicah, torej v tistih celicah, ki lovijo tujke, lovijo patogene, mikroorganizme v našem telesu in na ta način pomaga, da imunski sistem boljše, bolj kakovostno deluje. Vloga pri vitamina C je bila zaznana tudi pri proliferaciji in diferenciaciji limfocitov. To so ene celice, ki so tudi v našem telesu in so del imunskega sistema. Ta vloga sicer še ni popolnoma raziskana. Ugotovili so pa to, da vitamin C spodbuja, da te celice aktivno nastajajo in da se tudi kakovostno diferencirajo, da nastajajo različne vrste teh celic, ker imajo tudi različne naloge. Recimo limfociti T so tisti, ki uničujejo okužene celice in koordinirajo imunski sistem. Limfociti B so tisti, ki tvorijo protitelesa in ta protitelesa potem nevtralizirajo patogene. Obstajajo pa tudi spominske celice, to so pa tiste, ki si zapomnijo patogene v našem telesu in ko kasneje vstopa kak virus v naše telo, ga te celice, tega se pa spomnimo in hitro pridejo navodila. Ti, delajte in vsaka celica opravi svojo nalogo. To je zares zelo preprosto povedano, ampak da boste čim lažje dojeli to kompleksnost imunskega sistema in kako zelo natančno je naše telo zgrajeno. Kot je že gospa Ilin povedala, vitamin C je tudi dober zaščitnik pred oksidacijo. Nevtralizira proste radikale, lahko nevtralizira tudi reaktivne kisikove spojine. Te so v bistvu na enak način delujejo, poškodujejo celice v našem telesu, in so zelo nestabilne molekule, nastajajo pa pri produktu celičnega dihanja. Torej takrat, ko mi ne dihamo samo navzven, kot z nosem in pljuči, ampak tudi naše telo, vsaka celica posebej diha in takrat nastajajo te reaktivne kisikove spojine, ki lahko škodujejo našim celicam. Nenazadnje pa lahko te reaktivne kisikove spojine nastajajo tudi pod vplivom zunanjih dejavnikov, kot so UV-sevanje, onesnaževanje in tudi kajenje spada tukaj vmes. Vitamin C je kot antioksidant sposoben regenerirati vitamin E. Tudi vitamin E je eden izmed poznanih antioksidantov, je pa topen v maščobah in takrat, ko vitamin E vstopa v to reakcijo, antioksidacijsko reakcijo, v bistvu on sam postaja neaktiven in C-vitamin vrača E-vitamin ponovno v reaktivno obliko, torej da znova pridobi to antioksidativno funkcijo. In vitamin C je poznan tudi kot ključni antioksidant centralnega živčnega sistema, kar pomeni, da je sposoben in je pomemben za to, da naš centralni živčni sistem ostaja funkcionalen. Ne vstopa pa vitamin C v naše telo zgolj kot nek varuh, ampak tudi kot delavec. Encimi so delavci v našem telesu in poznamo res široko paleto encimskega sodelovanja vitamina C v našem telesu, kar pomeni, da svojo prisotnostjo pospešuje kemične reakcije v našem telesu. Če pokukamo najprej v možgane, sodeluje pri pretvorbi dopamina v noradrenalin, kar pomeni, če manjka C-vitamina ali pa je skakajoča prisotnost, torej da ga enkrat preveč, drugič premalo, prihaja do neravnovesja in to zelo vpliva na naše duševno zdravje. Lahko pa se pojavijo tudi nevrološke motnje, ki so povezane z depresijo, ADHD-jem, to, kar danes že ima skoraj vsak drugi otrok, motnje pozornosti in hiperaktivnost in tudi z našimi stresnimi odzivi. Torej, kako se mi odzovemo na določene situacije, ki nam pridejo naproti. V prebavnem traktu
je vitamin C tisti, ki pospeši absorpcijo železa in tudi tvorbo žolčnih kislin. Kadar prihaja do pomanjkanja C-vitamina, se tudi javlja slabokrvnost. Na drugi strani, kadar ni C-vitamina in posledično ne žolčnih kislin, pa lahko vodi do težav pri prebavi maščob, žolčne kisline so namreč za to odgovorne, lahko vodi do povečanega holesterola in tudi manjše absorpcije vitaminov, ki so topni v maščobah, torej vitamini A, D, E in K. V endokrinem sistemu C-vitamin sodeluje pri sintezi kortizola in aldosterona. Kortizol je sicer hormon stresa, ki uravnava presnovo, imunski odziv in odziv na stres. Aldosteron na drugi strani uravnava nivo kalija in natrija v našem telesu in s tem neposredno vpliva na krvni tlak in na ravnovesje tekočin v našem telesu. V presnovnih procesih C-vitamin sodeluje tako, da spodbuja sintezo karnitina. Karnitin je molekula, ki je potrebna za ustvarjanje presnovne energije, torej to energijo, to moč, ki jo naše telo potrebuje za to, da potekajo procesi v naših celicah. V imunskem sistemu C-vitamin tudi deluje kot encim, podpira delovanje levkocitov, vlogo ima pa tudi na genetski ravni. Namreč C-vitamin je tisti encim, ki regulira in spodbuja transkripcijske faktorje. To pa so tisti ključni regulatorji našega življenja, ki nadzorujejo, kako se naše genske informacije prepisujejo. Če gre karkoli narobe pri tej transkripciji, se javljajo avtoimune bolezni, se javljajo tudi bolezni, ki so povezani z povečanim oziroma zmanjšanim številom prepisanih genov. Študije nakazujejo na to, da C-vitamin ima tudi odločilno vlogo pri učenju, spominu in gibanju, čeprav natančni mehanizmi še niso popolnoma raziskani. Ampak, tako kot sem že prej rekla, glede na to, da je C-vitamin glavni antioksidant našega centralnega živčnega sistema, verjamem, da bodo študije slej ko prej nam tudi to razkrile. Vemo, da so v možganih poteka zelo intenziven metabolizem in zaradi tega so še posebej izpostavljeni oksidativnemu stresu, pred katerim pa ga ščiti dovolj visoka koncentracija vitamina C. Namreč oksidativni procesi v možganih, torej ko vitamin C, če ga je premalo, ne opravi v svoji polnosti antioksidativne naloge, prihaja do tega, da ti prosti radikali poškodujejo živčno tkivo in pripelje do tega, da se naši možgani, naše živčevje prehitro starajo in nenazadnje se pokažejo tudi kot nevrodegenerativne bolezni, kamor spadata tudi Alzheimerjeva bolezen in Parkinsonova bolezen in še bi tukaj lahko naštevali. Vitamin C ima prav tako ključno vlogo pri zorenju nevronov, pri prenosu živčnih signalov in tudi pri njihovem delovanju. Torej, da to, kar glava reče, telo tudi izpolni. Nenazadnje, vitamin C je malo včasih tudi imenovan kot za ohranjanje mladosti, kot vitamin lepote. Namreč vitamin C se kopiči v celicah epidermisa in dermisa, kar kaže na njegovo pomembnost za zdravje naše kože. Spodbuja torej sposobnost kože, da odstranjuje oksidante in jo s tem tudi ščiti pred okoljskim oksidativnim stresom in nenazadnje pred prehitrim staranjem. Prav tako je izjemno pomemben kofaktor pri sintezi kolagena. Verjamem, da ste v zadnjem času o kolagenu slišali že marsikaj. Je pa kolagen tista ključna sestavina, ki vpliva ne samo na zdravje naše kože oziroma na lepoto, to najprej vidimo, zdravje se še da zakamuflirati. Torej, kolagen vpliva na to, da je naša koža čvrsta, hkrati pa vpliva tudi na vsa ostala tkiva, ki vsebujejo kolagen. Kolagen je tisti, ki drži zobe v naših dlesnih, kolagen je tisti, ki ohranja
čvrstost in elastičnost naših krvnih žil, nenazadnje kolagen je tisti, ki ohranja naše kosti. In kadar ni C-vitamina, ki je tudi ključno pomemben pri sintezi kolagena, sicer nastajajo kolagenske nitke, ampak se ne vežejo v močne snopiče, ostajajo razkuštrani, razmršeni in s tem, ko najboljši primer elastika v starih spodnicah, ko se raztegne, pa pol kar tam ostane. In je pač C-vitamin tukaj pomemben, da se kolagen veže v te dobro spete snopiče in na ta način ohranja čvrstost celotnega našega telesa. Če C-vitamina ni, posledično slabo vezan kolagen, koža postane mlahava, pojavijo se gubice, nenazadnje pri pomanjkanju kolagena se pojavi tudi celulit, žile postajajo manj elastične, krhke, tudi pokajo, kar rezultira v različnih težavah, od tega, da se nam ob udarcih hitro pojavijo modrice, do krvavitev na koži, na sluznici, nenazadnje tudi hemoroidi so zelo povezani s tem, kakšne kakovosti so naše krvne žile. Torej, C-vitamin je priporočeno uživati tudi takrat, kadar uživamo kolagenske pripravke, saj pomaga, da se kolagen na eni strani, da ga je naše telo sposobno proizvajati, na drugi strani, da se kolagen tudi kakovostno veže v naše telo, ta zunanji kolagen, ki ga prinesemo s hrano oziroma suplementi, da se veže v naše telo in da tudi pomaga, da potem ta kolagen opravi v našem telesu svojo funkcijo. Pomanjkanje C-vitamina pa je tudi zelo, zelo povezano z izgubo telesne teže. Manj je C-vitamina, manj maščobnih zalog telo pokuri in počasneje napredujemo pri izgubi telesne mase. Torej, vitamin C na eni strani uravnava krvni sladkor in s tem tudi, ko je uravnan krvni sladkor, preprečimo napade lakote. To ponavadi niso napadi po neki solati, zelju in korenčki, ampak prej po čokoladi in vsem podobnem. In tudi deluje kot naravni zaviralec apetita. Tako da je dobro vedeti, da ima C-vitamin lahko tudi drugačno funkcijo kot zgolj za to, da so žile dobre. Pomanjkanje, o tem sem že prej napovedala, žal je v svetovni populaciji raziskave kažejo, da je vsako leto večje pomanjkanje vitamina C. In s tem tudi povečanem številu bolezenskih stanj, ki so povezani s tem vitaminom. Zdaj pa na eni strani je lahko to posledica premajhnega vnosa vitamina C ali pa posledica povečanih potreb. Pomanjkanje se zelo pogosto kaže pri starejših osebah, ali je to zaradi tega, ker uživajo premalo svežega sadja in zelenjave, lahko so pa čisto mehanski razlogi v smislu izgube svojih zob in pridobitev protetike. In žal pa je pogosto tudi to, da na vnos sveže zelenjave in sadja vpliva tudi ekonomski status. Kronične bolezni, ki so prisotne v telesu, prav tako vplivajo na vsebnost vitamina C v telesu. Na eni strani celiakija, ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen, ki poškodujejo naše črevesne celice do te mere, da ne morejo absorbirati vitamina C in zaradi tega pride do pomanjkanja. Na drugi strani recimo diabetes, revmatoidni artritis, ki pa v bistvu kličeta po večjem vnosu vitamina C, saj se ob teh diagnozah telo potrebuje večje odmerke vitamina C, ali pa nenazadnje zmanjšala ledvična funkcija, ki dopušča, da vitamin C pohitreno zapušča naše telo z urinom. O stresu smo že govorili, stres je tisti ali fizični ali mentalni, ob katerem bi morali imeti v zavesti, da potrebujemo večjo količino vitamina C. Poznamo pa tudi zdravila, ki vplivajo na vsebnost tega vitamina v našem telesu, na primer anticianidi, ko vidim, da jih zelo, zelo pogosto ljudje uživajo, aspirin, nesteroidna protivnetna zdravila so tista, ki zmanjšajo absorpcijo C-vitamina. Zdravila, ki pospešijo izločanje C-vitamina, kot so na primer diuretiki in oralni kontraceptivi, in nenazadnje tudi poznamo zdravila, ki pa zmanjšajo učinkovitost C-vitamina v telesu. To so nekateri antibiotiki in tudi antidepresivi.
Kajenje, smo že prej slišali, zahteva večji vnos vitamina C v naše telo, medtem ko je alkoholizem tisti, ki preprečuje absorpcijo C vitamina v črevesju in zaradi tega tudi se zgodi pomanjkanje, kadar ljudje prepogosto posegajo po uporabi alkohola. Pomanjkanje C vitamina pa je lahko tudi posledica slabih prehranjevalnih navad oziroma neustreznih prehranjevalnih režimov ali pa napačna priprava hrane. V smislu dolgo kuhanje, kuhanje pri visokih temperaturah, cvrtje, pečenje pri visokih temperaturah uniči C vitamin, UV žar, ki ga razgradijo, zato je tudi pakiran v temno stekleničko, pa vendarle vas pozovem, hranite ga v zaprtem prostoru, neizpostavljenega sončni svetlobi. Stik s kovinami pospeši oksidacijo vitamina C, s tem v bistvu zmanjša njegovo aktivnost, zato ga uživajte z nekovinsko žličko, kadar ga boste uživali. Splaše. To jaz delam. Malo težje je odmeriti, ampak gre. Potrebe po vitaminu C. Poznamo izraz recommended daily allowance, ali kot jim nekateri strokovnjaki pravijo ridiculous, torej smešni dnevni odmerki, kar pomeni, vemo namreč, da so te odmerki, ki jih najdemo v literaturi, izjemno nizki. Tule sem poiskala iz literature najvišje vrednosti, ki so priporočene uživanju vitamina C. Namreč za žensko naj bi bil dovoljšen vnos 75 mg na dan, za moškega 90, za otroke še manj. Jaz sem tule našla informacijo, torej za nosečnice in doječe mamice 200 mg, tudi najstniki v času pospešene rasti 200 mg, sicer pa povprečen odrasli človek naj bi mu zadostovalo 100 mg. Lahko probate, pa se bojim, da ne bo lepa slika. Stvar je v tem, to so res priporočeni odmerki, kadar govorimo o človeku, ki absolutno nima nobenega stresa, nobene diagnoze, ničesar, kar bi lahko kakorkoli vplivalo na povečane potrebe po vitaminu C. Če se pa soočamo z diagnozami, z stresom, z čemerkoli, kar sem prej naštevala, da ne ponavljam vsega, pa je definitivno priporočljivo, da se odmerek vitamina C zviša. In glede na smernice je tudi pri tekočem, torej pri Pure Liquid C plus Forte, priporočen odmerek 2,5 ml. Ampak zopet govorimo o ljudeh, ki nimajo nobenega stresa in nobenih povečanih potreb. Če pa se soočamo s kakršnimi koli diagnozami, pa je nujno vnos vitamina C povečati glede na individualne potrebe. In tako kot smo že slišali, ni vitamin C edini antioksidant, tako da vas toplo povabim, ne ciljati samo na eno tarčo. Narava nam ponuja ogromno, široko paleto zdravilnih učinkovin, dajmo jih izkoristiti v vsej njihovi veličini. Na koncu se najprej zahvalim naši direktorici za organizacijo vsega tega, vsem, ki so ji stali ob strani, ker vem, da je za tak dogodek potrebno ogromno vseh dejavnosti, vseh aktivnosti. In nenazadnje se zahvalim tudi vam za vašo pozornost in za to, da ste si danes vzeli čas, da ste prišli sem loviti informacije in res upam, da jih boste čim bolj koristno uporabili.